Mi smo nekaj podpisali pogodbo za stanovanje, za nakup stanovanja, da ga jaz kupim. Jaz pa nimam niti za notarja za plačati. Vse mi gre na robe, jaz pa dobivam še klice, da me bojo dali na sodno, da pač jim ne dam denarja. Enkrat sem šel, te drugič nisem upal iti zaradi tega, ker sem vedel, da si ne morem privoščiti in plačati kavo. Kako si ti pristal v kuhinji na koncu dneva, pa v peki slaščic? Se pravi, če pridejo ljudje k nama torto naročiti, to stane par tisoč evrov. In jaz sem imel že v tej fazi, da bi mogel meni ščitenco odstraniti, ampak jaz sem se sam pri sebi odločil, da mi tega ne bojo naredili, ker jim pač jaz povem, da ne rabiš denarja imeti, da kako stvar kupiš. In ker mi nekdo reče, da ničesa ni mogoče narediti, mu povem to zgodbo. Veliko ljudi na tem svetu je zgolj korak oddaljeno od dna, potrebujejo pa le kanček upanja do uspeha. Prisluhnite zgodbam zmagovalcev, ki jih delimo z namero ustvarjati upanje, da je jutri lahko boljši kot danes. Podelite podcast s prijatelji in znanci, ki potrebujejo inspiracijo. Da ugotovijo, da je v življenju možno res čisto vse, če se tega lotimo na pravi način, s pravo miselnostjo. Gostje podcasta to dokazujejo s svojimi izkušnjami, ki jih delijo z nami. Kako nam lahko pomagaš? Oglej si epizodo, lajkaj, komentiraj, podeli, doniraj ali nam označi še koga, da njeno ali njegovo zgodbo izpostavimo na našem podcastu. Sem Rok Slama, moderator podcasta Zgodbe zmagovalcev in resnično verjamem, da tudi ti zmoreš. Sedaj pa uživaj v ogledu. Ker recimo, ko sem šel v Ameriko, stik z angleščino sem imel že od vrca, ker sem hodil kao na college, tisti dodaten pouk. In ful je bilo zanimivo. Dokaj sem hodil na college, so moje ocene v angleščini bile 3, 4 mogoče. Okay. Enostavno ne vem, zakaj nisem razumel. In pol moja mama se enkrat razjezi in reče, zdaj pa boš nehal hoditi, ker če imaš slabe ocene, pač, glej, zakaj bi plačevali? In res sem nehal hoditi in kar enkrat sem imel 5. To je ful zanimivo postalo, ne? Pa grem v Ameriko, ampak jaz nikoli nisem uporabljal angleščine. Jaz sem pač vedno angleško sam gledal risanke, pa igrice igral in to. In pridem v Ameriko prve 3 dni, jaz sem bil tiho. Jaz nisem mogel reči nič, ni šlo nikakor ven nobena beseda, ker sem imel ta perfekcionizem, ne, v sebi. Ja. In nikakor nisem mogel izustiti nič. In tretji večer se končno pač gremo ven žurat in se napijemo. Od takrat naprej sem znal angleško. Tako da, kar naenkrat je steklo in od takrat naprej angleščina, pač, sej, ni perfekt, ampak gre, tekoče. Jaz vidim razliko, ko sem bil v Ameriki, pa zdaj. Recimo, razumel sem kar veliko besed. Težje mi je bilo izgovoriti. Zdaj pa odkar imam tega prijatelja, pa dosti redno komuniciram z njim v angleščini, a ne, se pa pač nekako si prisiljen, da se naučiš, a ne. In mi je bilo fascinantno, da sploh sam nisem ugotovil, da sem se naučil, ampak pač Eva je zraven pač zelo tako, kar si je rekel, perfekcionista tona, a ne, kar se tega pač na splošne stvari tiče in me ni popravljala in mi je bilo čudno, sem je na koncu vprašal, Eva, zakaj me nisi nič popravila? Pa je rekla, ja, če si v redu povedal. Tako, what? Tako, zanimivo, ka pa prijasej, kakve besede še zmer niso čist tekoče, pa ne povem čist tako, kaj treba, ampak recimo zdaj v primerjavi spred, ga jaz recimo Američana zastopam, on pa v 80% mene, če ne, me popravi on že vmes. In je tako, učim se. Ker vem, da mi bo to enkrat zelo prišlo prav, zaradi tega, ker sem imel že posledično 3 tečaje v angleščini zdaj, in zdaj grem v Ameriko predavati v angleščini in se že v bistvu ful veselim. Hitro raste. Ja, ampak je pa ko si ne rečeš, zdaj se moram poučiti, ampak ko ti prije v bistvu spontano zaradi dogodkov in mi je to pač bilo, mislim, meni angleščina, jeziki nasplošno niso bili moja prva stvar, meni je bila vedno bolj matematika ali pa, ko je mi šlo še dobro, fizika, te stvari. Recimo kemijo sem sovražil, ker jo imam zdaj ful rad. Kako si ti pristal v kuhinji na koncu dneva, pa v peki slaščic? Na koncu dneva, kako v bistvu zaradi mami v bistvu, ker je vedno delala piškote in se prav spomnim sanj, ki sem jih imel, ko sem rekel, da se bom kopal v čokoladi, tako da se je kopal.
in da imam celo goro čokolade doma. No, na koncu sem pač pristal v tok cukra, da mi je kar preveč. Tako da je bilo kar zanimivo. Mislim, predvsem, ko je mami začela peč piškote, sem zmer bil rad, ker sem rad jedel zraven, tako da pa nekako je prišlo tako. Ker me drugega ni veselil, sem rekel, jaz bom pekel, pa sem mami rekel, da bom jaz pek bil, pa je rekla, mami, ne bod pek, ker skozi sam nočne delo, tako tega nisem razumel, pa to pomeni. In bod raj kuhar, ker si lahko pol vse. Pa sem rekel, ok, bom šel na kuharsko in takrat se je mislim, da je spremenil, ali pa že nekaj cajta bilo, ker je bilo zraven še strežba. To se pravi, prej je bilo to ločen program, pa se je pa vse skozi združil v gastronomski in hotelirski tehnik. In ker sem kaj prišel, pa iskreno več doma kakor hrenovk, pa testenin nisem znal pripraviti. Ne? In se prav spomnim neke svoje začetne napake, kar je tudi fun fact, da tle, kad delam zdaj čokolado, je bila moja prva praksa. To se pravi, kjer imam zdaj prostor, kjer ustvarjam pralineje in ostale umetnine, je moj začeten prostor, kjer sem začel. To se pravi, tam sem naredil eno največjo napako, pa mi je še zmeraj ostalo spomin, pa se za šefico še zmeraj zabavala. Mi je naročila, da naj v štrukle zamešam kislo smetano pa jajce. In pol to naj zamešam skupaj in pripravljam, da bomo štrukle naredili. Ampak zraven so bile še 3 posode kruha, ki so vzhajale. In jaz pač, ker nisem dobro poslušal, jaz vse to skupaj zmešam v te velik piskar, tega je bilo res ogromno in ona prije nazaj, jaz vas vesel, da sem stvari naredil, tako kaj je naročila. Ona reče, Sandi, kaj si pa to naredil? Če ste rekli, da pač ne zmešam te sestavine skupaj, je rekla, ja, sej mislila sem za štrukle, ne pa še kruh zraven. In pa smo nekako spekli to in prišlo še zmer kruh skuto, je bil v bistvu še ful dober, ampak ja, je bila neka taka napaka iz prvega letnika, ko se ga tako spomnim, sem reče, oh my god, kako nisi vedel, da je to kruh, to je pa masa za štrukle. Ampak ja, ko pač na začetku začneš, si pač tako, ne. Tako da sem pa v bistvu skozi probaval, mislim, do 3. letnika iskreno sem sovražil sladice. Švarjev. Res sem jih sovražil zaradi tega, ker sem mogel delati po receptu. In sem bil res tisti klasičen kuhar takrat, ki stvari ima pred sabo in naredi jed iz tega. Ampak nisem imel še toliko znanja, da bi to naredil, ampak jaz sem to za vsako jedel probal tako narediti. Ne vprašaj, kolikrat sem zajebil stvari, kolikrat sem jih zažgal, kolikrat sem kaj naredil narobe, ker je bilo, mami sem tako bila in sem rekel, ok, učim se. Iz tega naprej sem pa dejansko v 3. letniku, kjer se je vse skupaj moja slaščičarska pot skoraj na koncu, začela. V bistvu moj brat je hotel torto za svoj rojsten dan in tam, ko smo hodili na tortice, se jo podražili za par centov, ampak on je rekel, jaz zdaj tam ne bom, zdaj mi boš ti naredil. In sem mu rekel, ja ne bom, ne znam, nočem. In se spomnim reakcije, me ne zanima, boš naredil. Tako, ni šans, da to ne znam. In gre mami na računalnik, skopira recept, gre v trgovino po sestavine in mi takole recept vrže na mizo, pa reče, zdaj pa dost. To torto boš naredil za brata za 18 let, sam enkrat je v življenju 18, me ne zanima, a hočeš, nočeš, boš naredil. Jaz tako, prav, bom. In sem jo pač naredil in je bila dobra in če pogledam nazaj, je bila grozna, ampak za tisto prvo je bilo tako, ok, mogoče pa znam nekaj narediti. Ampak ja, pa se pa itak začela vsa ta pot naprej z tortom, pa feli, pa nič po receptu delati. Tako. Ok, prej greva zdaj naprej v tvojo zgodbo. Dejva najprej sploh publiki povedati, kdo si. Zdaj en segment ljudi te pozna, tvoji zvesti sledilci, večini v Sloveniji pa verjetno še precej ne znam. Tako da, Sandi Planinšek, je tako? Tako. Daj mi povej v par besedah, kdo si.
Bom kar tako začel, ker sem ponovadi začenjal, sem Sandi Planinšek, po izobrazbi sem kuhar, po duši slaščičar. Tako nekako se predstavljam vedno na začetku, ker je v bistvu miks teh dveh poklicev. No. Zdaj mogoče zadnje čase pa še tudi učitelj zraven. No. Slaščičarstva, seveda. Bi rekel. Čeprav lahko bi še kaj drugega, ne se glede na tvojo zgodbo, ki jo bova zdaj podelila z ostalimi, bi lahko še kaj drugega naučil ljudi. Ne? Predvsem je še, če pa meni tvoj optimizem in tvoj nasmeh, ker ga imaš vaš čas, tako da to se nam verjetno pozna tistim, ko radi pojemo kaj, ne? Da se reči, tudi smijimo več. Tako da, glede tiste torte, ki se preomenil, pa gled, mi imamo čez 3 tedne doma in resni dan, se da kaj zmeniti? Ja, načeloma ne delam tort več po naročilu. Zakaj? Zaradi tega, ker po eni strani ne želim delati konkurenco svojim študentom, ki pridejo se k meni učiti. Drugič pa delava v bistvu čist drug nivo. Se pravi, če pridejo ljudje k nama torto naročiti, to stane par tisoč evrov. Lih zaradi tega, ker mi dva dava vso znanje, vse, ampak to so pa res torte, glej pa stoji, ki so vizualno tako, a je to res, da je to torta, pa okusi tako pol štima, tako kaj je treba. Lih zaradi tega, ker imamo ostalih stvari toliko več, se pravi od tečajev, do pralinejev, do tega, da grem pač gostilne restauracije pač učiti in me dosti najemajo, da se pol na take stvari raje ne fokusiram, zaradi tega, ker pač mi jemlje čas, finančno pač ni več toliko, za kakšnega še naredim, no, tako da se mogoče lahko kaj zmenima, ampak načeloma ne, no. Res za mogoče neke evente ali pa ekskluzivne večerje ali pa ekskluzivne goste. Ne. Le bom premislil, če vzame kredit, da te torej ne jame za to torto. Daj povej najprej, koliko si ti star? Star sem 26 let. 26. In pri 26 zdaj ti Slovence in ostale tujce tudi v Ameriki učiš, kako peč slaščice. Tako je. Wow. Daj mi povej, kaj bi ti najprej rekel, da je tvoja osebna največja zmaga v življenju? Moja največja zmaga je predvsem to, da sem najdel smisel življenja. To se pravi, da sem najdel svoj namen, zakaj živim. To je bilo zame, mislim, da največji preskok, pa največja osebna zmaga. To se pravi, takrat v bistvu par let nazaj, da se vrnem, se ni to spet toliko dolgo, ampak pri svojih 20 letih, prej sem imel eno tako izkušnjo, ki bomo tudi pol povedala, ampak sem ugotovil, v bistvu sem se en mesec non-stop spraševal, zakaj jaz živim, kaj je moj namen življenja. In bolj, ko sem si to ponavljal, bolj sem ugotovil, da so sledice, tista stvar, katero lahko jaz delam 24/7 in nisem nič plačen za to in bom cel življenje pač bil srečen, če bom to delal. In sem se pol tudi fokusiral v to in naredil par tečajev in sem se vseeno vmes iskal potrditve, če je to resno. Koliko časa si pa ti živel brez vedeti, kaj želiš? V bistvu brez vedeti, v bistvu prvih 20 let svojega življenja. Ja. Ampak takrat si že iskal nek svoj namen ali enostavno si živel? Živel. Pač, okay. Tako, ko so me starši pač na začetku naučili, deli, bod priden, domov prines denar, da boš plačal položnice in to je to. Bod skromen, ne sanji na veliko, ker kaj, če boš zadolžen, zapufan, mislim, da je to isto. Ne razmišljaj na veliko, bod v eni firmi, deli za nekoga, imej varno službo, jaz pa pač res nisem bil tak. Pa ne, že takrat v bistvu sem hotel nekaj drugače, hotel sem nekaj delati, ampak nisem niti vedel, kaj je bilo tisto. Okay, veselilo me je kuharstvo, malo že takrat že slaščičarstvo, ampak ni bilo to tono. Zdaj, če bi se prav razumel, imel si v sebi nek občutek, da želiš nekaj drugačnega, ampak nisi znal definirati, kaj to je in kdaj to pride. Okay. Tako. Zanimivo. Kaj pa danes pravijo tvoji starši na tvojo zgodbo? Kaj pravijo? Dobro vprašanje. Mislim, da kaj mislijo trenutno je to, da vejo, da sem čist norc, ki verjame, da je vse mogoče in da vsaka stvari, ki se loti, da bo vedno dokončal do konca. Da ne bo nikoli obupal preden ne bo stvar končana.
Kaj pa, a si nima kaj uspel spremeniti, torej to mentaliteto neke majhnosti, neke splošnosti, da si tudi ona dva danes drznete kaj več? V bistvu ne. Okay. Predvsem sem pri njiju izgubil strah pred tem, da meni ne bo v življenju uspel. Ne toliko še zmeraj sanjata na majhno, ampak jih na dnevni bazi pa če se opominjam, da vse bo in da bo tega ful velik. In velikrat se tle ustavimo sploh pri denarju, ki jim pač jaz povem, da ne rabiš denarja imeti, da kako stvar kupiš. In tle, ne rabiš denar, da neko stvar kupiš. In jaz sem tle pač, you know me, poznaš me, veš, da se da. No, evo, zdaj, ko si že izval to zgodbo, dajva si pogledati, kako se da brez denarja kupiti, kaj smo rekli, stanovanje tega. No, popelji nas skozi to izkušnjo. To je bilo tako res težki časi tisti čas, ampak ta moj optimizem, kot si prej omenil, je vedno prisoten pri meni. Ker jaz, ko se za neko stvar odločim, bom delal in se trudil, dokler jo ne bom imel. In takrat smo se pač s punco sporekla in smo pa prišla tudi nazaj skupaj, pač po enem mesecu, in ona se je preselila svojim staršem, prej smo preživela pa meni in smo iskala pač nov stanovanje zaradi tega, ker oni so noter kadili, pač meni ni bilo korka, nikoli nisem kadil, plus tega nisem imel prostor za ustvarjati moje sledice. In sem rekel, da pač v najem ne bom šel, ker ne bom dajal nekomu denarja, ker sem bil še zmeraj takrat zadolžen. Če bo stanovanje moj. In sem na netu, na nepremičnine.net sem najdel v bistvu oglas za stanovanje. Prvo sem v bistvu gledal najem, pa sem rekel, da to ni zame. In sem najdel za prodajo. In mi je pač punca rekla takrat, mi dva nimamo denarja, da kupimo ta stanovanje, saj ko me ne zanima. Ta stanovanje bo moj, ker sem ga najdel. In sem ga poklical in je rekel, da naj pač prijem stanovanje pogledati, to se pravi lastnik. Prijem, in sem se zelo bo kuhno, valjda pač kuhar slašičar. In sem rekel, ta stanovanje bo moj, povej, kdaj lahko podpišemo pogodbo. Je rekel, da je ostal konje, premislil. Sem rekel, ne rabim premišljati, ta stanovanje bo moj. Koliko smo na računu tisti trenutek? Takrat mogoče sem imel 50 evrov, pa 15 evrov minusa sem imel še od gostilne, ker sem imel, bomo tudi tem rekla. Tako da sem bil zadolžen, ampak sem hotel kupiti stanovanje. In čez en mesec se nekako dogovorimo, čez krajšem, pač sem tudi mesečno se zmanjšal kvoto, koliko bom na mesec dajal. Se pravi, zmenil sem se tako, da dam naprej nekaj denarja, to se pravi 5000 evrov, pa vsak mesec dajem po 500 evrov. Tako je bil začetek dogovor, da se zmenimo. Ne? In je rekel, ok, to bo šlo čez. Pa sem mu pa zniževal, ker sem ugotovil, da je bila takrat je bila korona, nisem mogel delati, sem vprašanje, kje bom jaz zdaj ta denar dobil. In nekako na koncu smo se zmenili tako, da dam 10,000 v roku 5 let. Se pravi, ne na začetku, tako kot smo se na začetku pogovarjali, ampak v roku 5 let, pa da imam 350 evrov na mesec. Se pravi, possible, da se to dejansko preživi. In takrat punca je imela job, jaz ga nisem imel, to se pravi, smo bili v bistvu na njeni minimalni plači. Smo kupili stanovanje, smo se prišla na podpis pogodbe, podpišemo, se vse zmenimo in valjda, Sandi je noben ni povedal, da je treba notarja plačati. Jaz sem mislil, da je to pač 100 evrov, a nekaj tasga, pa noben mi ni povedal, da je treba davek plačati od prodajanja nepremičnine, ker je ponovadi kupec prevzame. In je bil račun takrat Jurija 800 in jaz sem imel takrat 200 evrov, toliko sem nekako prišparil, sem rekel, da imel za notarja. In sem se pač parijal za glavo in sem rekel, mi smo nekaj podpisali pogodbo za stanovanje, za nakup stanovanja, da ga jaz kupim. Jaz pa nimam niti za notarja zaplačati. In to meni, kako nisi razmišljal, ampak sem rekel, ok, moram se hitro znajti v tistem momentu, grem do lastnika, ki on je šel ven in mu pač povem situacijo, da pač nisem vedel tega. In se je tako parijal za glavo,
šel do žene in jo vprašal, kaj pač narediti, in je prišel čez 10 minut nazaj noter do mene in je rekel, takole smo zmenili, jaz ti vzamem granitne stole pa mizo granitno ven, pa ti jaz plačam to zadevo in je to in zaključiva zadevo. In jaz tako, ok, tako. Sem dobil ključe in sem se 22. decembra 2020 vselil v svoje stanovanje. Tako da sem dal toliko evrov, nič, in sem se vselil v stanovanje. Wow. In ko mi nekdo reče, da nečesa ni mogoče narediti, mu povem to zgodbo. Da če si nekaj zares želiš in si odločen, da to hočeš imeti, bo vesolje poskrbel, da se bo to zgodilo. Kaj pa misliš, da ti je na tej poti do tega stanovanja najbolj pomagalo? Predvsem to moja odločnost, pa predvsem sledice. Kaj me že od nekdaj, od tistega momenta, ko sem se odločil, da to je moj namen življenja, vedno, dejansko do danes, pri vsaki poti do tega mi je pomagal, da so se začeli dogajati čudeži, ki jih pač verjamem, da se dogajajo tistim, ki res verjamejo v sebe in v to, kar si želijo. Tako da, zakaj sledice? Takrat sem snemal za eno firmo svoje prve online tečaje preko spleta. Delal sem sledice in takrat sem postajal popularen potem. In je človek, tam pač lastnik, prepoznal mene kot resnega človeka, ki se misli to resno iti. Nisem nekdo, ki pač misli zdaj kar stanovanje kupiti. Videl me kot resnega človeka. In se mi zdi, da so sledice, pa izraz mojih sledic profesionalnosti bil dovolj, da sem pri njemu dobil zaupanje, da mi je zaupal, da bom stanovanje kupil. Kar sem mogoče opazil tudi v tej zgodbi, je tvoja iskrenost. Ker si mu dejansko iskreno, transparentno komuniciral ves čas, kaj si ti sposoben. Ne? Ja. Ker zdaj marsikdo verjetno bi začel se lagati malo ali pa prirejati resnico, ti si pa šel direktno povedati, tako je. Jaz mislim, da je to edini način, kako narediti tudi posel. Jaz mislim, da tudi danes, ko delam posel, sem vedno transparenten pa iskren do ljudi. Ker edino tako ti lahko ljudje zaupajo na dolgi rok. Se na kratki rok ti lahko veliko ljudi zamenja s tem. Ampak posel se gradi in življenje se gradi na dolgi rok. Tudi prijatelji, družina, vse. Pač, če ni iskrenosti, direktnosti, pa da si tudi pripravljen sprejeti iz druge strani iskrenost. Se pravi, tudi če je neka slaba stvar v tebi, mislim, da si nekaj slabega naredil, da si pripravljen sprejeti in se iz tega nekaj naučiti. Tle sploh recimo poslovna partnerica Eva je velikrat tudi pač poudarila mi to, da sem edini človek, ki sprejme vse. Ne glede na kaj pride, pa kaj prileti. Dobrem in slabem. Zakaj? Ker se vedno probam naučiti iz besed nekoga drugega, kaj mi želi povedati, pa kaj je moj nauk tega, da ti meni to govoriš. Se pravi, kaj se lahko iz tega pogovora jaz naučim. Da sem konstantno v razmišljanju, da rastem, da non-stop delam korake naprej, da ne ostanem na mestu, ko sem. To se mi zdi, da me je vedno pripeljal do nekih rešitev v življenju. Tudi če mogoče sem šel kdaj malo iz poti, sem vedno prišel nazaj na pravo pot. Zaradi tega, ker sem verjel, da je pa mogoče bil to problem, da sem velikrat zaupal tudi napačnemu človeku. No. Ampak se tudi to učim, da vidim te zadeve. Ok. Se sem mogel prav vzeti takšen vdih. Dejmo potem zdaj malo nazaj, pa mogoče tvoj eden izmed poslovnih večjih izzivov, ne? Tvoji začetki. Spravi, dejmo malo piši, kaj se je zgodilo potem, ko si začel razmišljati o svojem poslu. V bistvu iskreno nisem razmišljal takrat, da bom imel svoj posel, ampak tako, ko smo malo prej omenila, da sem zaupal napačnemu človeku. V bistvu moja moja prihodnost je temeljila na to, da grem na faks, na gostinski, da pač dobim še nadgradno znanje. Ampak v tistem momentu sem delal s človekom, ki je želel imeti gostilno in mene je non-stop, skupaj smo delala in me non-stop prepričeval, da bomo mi dva skupaj odprla, bomo lažje, kako dobro funkcioniramo,
lahko mi dva narediva ful denarja iz tega, tretjo, in jaz pač 19 let star mulc, ki ni razumel, kaj pomeni sploh imeti posel, ker družini noben ni imel posla takrat, niti približen, me niso znali izobraziti, kaj to pomeni. Me nekako, prav spomnim se momenta, sem šel na faks, na to pač informativne, in sem bil ves navdušen, sem rekel, evo, to je to, kar hočem, in prijem pač po tistem sem šel delat, in jaz to z navdušenjem govorim, ono tako, a nisva rekla, da bomo skupaj začela delati. Jaz tako, ne, jaz grem faks, on tako, če si rekel, tako nisem rekel, sem želim si pa, ne. Pa je 2 meseca non-stop prepričoval, tretjo, pa sem rekel, kaj pa je lahko narobe, če ne probam, ne vem, ne. In sem takrat pač probal in vsi so mi tako govorili, da me bo nategnil, da me bo izkoristil, da mi ne bo uspel. Lej, ni bilo enega človeka, razen mene, ki bi verjel v to, da bo se to zgodilo. Ampak jaz sem bil pri sebi, lej, če nikoli ne boš probal, nikoli ne boš vedel, če boš pač zgubil denar, si 19 let star, se ga lahko dobiš nazaj, grem. A hočete, nočete, to je moja odločitev. Sprejmite ali pa pustite me primer. In sem se odločil, sem v bistvu še preden sem šolo zaključil, sem odprl svoj SP, in ta človek bi mogel biti solastnik, bi mogel biti DO, ampak nismo imela denarja, da to narediva. In je bilo tako ful zanimivo, po 2 mesecih, ko smo gostilno zrihtali pa to, in smo se že vse zmenili, pogodbeno z lastnikom, to se pravi, sem imel najem, smo uredili gostilno, je prišel pa moment, dan, ko se je odprla gostilna, in prav spomnim se momenta, koliko mi je bilo grozen, ker 15 minut pred otvoritvijo je prišla hrana pa pijača. Se pravi, nismo bili pripravljeni na ljudi. Na otvoritvi je bilo več kot 500 ljudi. Se pravi, hype je bil močen, ampak najbolj scary je bilo to, da so ljudje prišli in so kelnarjem, mislim, natakarjem, govorili, da bomo danes mi zastonj jedli, ker nam je ta človek dolžen. In to je bilo tako, ne eden, ampak vsi. Jaz sem se zavedal, kam sem padel tisti dan. Sem rekel, ok, dajmo se zmeniti, imel sem ogromno prijateljev, ko mi je pomagali, jaz sem imel ekipo 15 ljudi, tako, v bistvu naše generacije, se pomoči sem imel ful, sem ful hvaležen za vsakega. In po 3 dneh smo se tako na smrt skregali, tako res, bila je policija, bile so reševalci, tako, štala je bila, res noro je bilo. Jaz sem takrat me toliko sesul v bistvu, da nisem mogel cel dan biti po koncu. Se pravi, sem mogel iti za 3 ure spat vmes, da sem lahko sploh funkcioniral. In pa smo se skregali, smo imeli še nekaj politikov tam in tako grozen je bilo. In sem za 3 dni zaprl, z njemu sem se zmenil, da mi bo dal polovico nazaj, jaz bom pa furil naprej. In po 3 dneh sem ponovno odprl, brez vedenja, kaj pomeni sploh vodenje ekipe, kaj pomeni vodenje med podjetja. Lej, nisem vedel nič. Tako, grem, probam, pa bom videl. Tako dejansko, če me vprašaš za nazaj, tako kot so mi ljudje govorili, imaš jajca. Da si se sploh lotil kaj tazga, brez znanja, brez vedenja. In da sem slepo verjel, da to zadevo lahko uspelem v taki obširni količini, kakor sem jo želel takrat. In sem 1 mesec sem še laufal, zaradi tega, da porabim robo, ko sem jo imel. Po 1 mesecu ugotovim, da v bistvu drugače ni bilo spet toliko slabo, ampak ker imam toliko dolgov od tega, da ljudi rabim plačati po vsega, plus tega sem se že takrat zavedal, da nimam znanja jaz to furati, sem videl, da je boljš, da tle potegnem črto in grem delati. Sem v tistem momentu se nisem zavedal, da nisem 15 evrov, ko sem si jih takrat jaz naračunal, da sem zadolžen, ampak je veliko več. Ker so računi za tem prihajali. In sem zaprl, sem dobil, po 1 dnevu sem dobil klic od enega kuharja, da rab kuharja. Če poznam koga. Sem rekel,
In on je bil pa takrat že vzor, kaj dela. Ne? In sem se takrat pri njemu zaposlil, ampak takrat do zdaj sem zamenjal v bistvu 18 različnih gostiln, restauracij, barov. Ampak to v zadnjih, zdaj 2 let, skoraj 2 let bom vzela na svojem, a ne? Prej, v roku 4-5 let se je to zgodilo. Se pravi, ful sem menil, zaradi tega, da pač prijem do prostora, kjer je meni cool bilo. Ker pač takrat sem hodil na šiht, zaradi tega, ker sem mogel hoditi na šiht, da sem 18, ker sem dobil plačo, 19 odplačal to dolgov, kar sem jih lahko, da sem pol en mesec spet na polno delal. Nisem si upal niti s prijatelji iti na kavo, ker so me klicali, priješ na kavo, enkrat sem šel, te drugič nisem upal iti, zaradi tega, ker sem vedel, da si ne morem prvošiti in plačati kavo. In sem ostal skoraj brez prijateljev takrat, pač imel sem jih, ampak sem jaz distanco držal, ker jaz nisem mogel prvošiti in z njimi ven žurati in iti na kavo in tako. In to je bilo po pol leta, sem ugotovil, so ugotovili, da sem zbolel za ščitnico, sem se zredil za 40 kg in to je bil pol januar tiska, smo prej omenila, da se najdu smisel življenja. Po pol leta, ki je šlo vse narobe. To se pravi, zadolžil sem se za malo več kot 40,000 evrov in je bilo kar težko. Takrat. Kako si se počutil v vsem tem dogajanju? Pa mogoče najprej na tisti dan, ko ste imeli otvoritev, pa prišla ta resnica ven. Kakšni so bili takrat občutki, če se spomniš? Ja, se spomnim. Takrat tisti dan je bilo v meni, se me občutek ne moči. Se pravi, da sem se neko stvar odločil in zdaj ne moram to kontrolirati, da jo spremenim nazaj, da bi bilo v pravo smer, čeprav so mi vsi govorili. In tako verjameš, vsi so mi učitelji, da so imeli prav, ne? Zato, kar so govorili. In mi je bilo itak še težje, ker sem jaz to sprejel odločitev, ker sem sam verjel v to odločitev. In zdaj to odgovornost prevzeti na sebe je bilo zelo težko. V bistvu počutil sem se ful grozen, ker sem se počutil razdvojenega. Se pravi, še zmeraj malo verjel v tega človeka, da vse ni tako slab, kot je bilo videti. Pa družino, ki ga je itak sovražila od tega momenta naprej. Ne? In sem bil razdvojen in mi je bilo to najbolj grozen moment. Ne to, da je šlo vse toliko narobe, ampak da sem mogel biti razdvojen med 2 človekoma, ki so mi v tistem momentu vse ful pomenila. Ne? In je bilo težko, ker nisem vedel, kako bom te zadeve speljal. Ampak nekako na začetku sem še zmeraj vse sem v življenju speljal, bom tudi to, ta motivacija bila skozi. Najtežje je bilo v bistvu po 4-5 mesecih, ko si dal vse od sebe, delal sem na ure. To se pravi, jaz sem tisti cajt, preden sem odplačal, sem delal po 300 ur na mesec, zaradi tega, da pač čim prej odplačam dolgove, ki sem jih imel. Nekako sem se rekel 2 let, na koncu je pač 3 leta sem rabil, da sem odplačal vse. Ampak sem se sfokusiral, da pač ves denar, ki ga dobim, ga dam naprej, pač da ne zapravljam. In po 3-4 mesecih jaz dajem vse od sebe, umiram zraven zaradi ščitnice, nisem umiram tako. Zredil sem se, vse mi gre narobe, jaz pa dobivam še klice, da me bojo dali na sodno, da pač jim ne dam denarja in tako naprej. In z nekaterimi ljudmi se je dal zmeniti, da jim povem, da vsak mesec, to se pravi, mogel sem narediti sistem odplačevanja dolgov. Se pravi, jaz se prav spomnim, imel sem tako A4 format, na eni strani popisan in na drugi strani popisan in sem si napisal po mesecih in sem delal kljukico in sem vsak znesek, ki sem ga imel, sem ga razdelil na 2 leti. Se pravi, da sem si naredil sistem odplačevanja, koliko vsakmu na mesec lahko dam. Ampak tiste, ki sem dolžen, 5-6 evrov, nisem mogel v tistem momentu, dati 500 evrov na mesec, ker jaz sem služil, 1,5 ure. Jaz sem imel še 20 ljudi, katerim sem mogel vse nekaj na mesec dati. Ne moram dati pa sem 20 evrov, ko se mi bo smejal. Boš po 20 evrov odplačeval nazaj, je normalen. In je bilo to dosti scary, da takrat sem imel, se spomnim, prav strah dvigniti telefon,
predtem poklicati ljudi pa se zmeniti. Takrat sem mogel imeti to moč v sebi, da sem se poklical, da sem se opravičil, sem jim povedal zadevo, razložil, nekateri so razumeli, nekateri niso razumeli in 2krat sem šel na sodišče skoraj zaradi tega in sem potem mogel spet iskati denar. Se pravi, non-stop sem bil v smislu, da rabim nekje denar dobiti, da odplačam. Ampak vedno sem ga najdel. Čist, ki ga rabiš, ga boš vedno najdel. Zato je bila recimo nepremičnina kot pač stanovanje, ki sem si ga kupil, je bilo ono tako, to prišlo. Ker sem toliko prej vedel, 3 leta sem delal, v bistvu 2 let pa pol takrat, sem vedel, kako ta sistem deluje, kako najdem denar za to. Jaz pač rabim sem toliko pa toliko ljudi vprašati in bo prišlo. Jaz sem vedel, jaz vedno lahko denar najdem za karkoli. Tudi če rabim jutri milijon, ga bom najdel, če imam dobro zgodbo vzadej. Če imam dober namen, pa jasno vizijo. In ker sem to si večkrat ponavljal, sem to začel v življenje dajati. To se pravi, ne samo glede denarja, ampak vsega. To se pravi, da sem na dnevni bazi, kot si rekel, jaz sem skozi nasmejan. Ja, nisem bil vedno. Ampak sem videl, koliko energy vpliva na ljudi, koliko je pomemben, s kakim pristopom pristopaš do ljudi. Mislim, na kakšen način spregovoriš. Ali rečeš dober dan, ali rečeš dober dan in te ljudje začutijo. Ko vidijo odločnost, ko vidijo jasne cilje, te bojo ljudje vedno podprli pri tem, kar si želiš. Na en ali pa na drug način. Se mi zdi, da vedno priješ do tega, kar si želiš. Mogoče včasih rabiš malo več ovinkov narediti, da priješ do tega, ampak enkrat bo rekel en ja. In se bo svet spremenil za tebe. Si imel v takratnem obdobju tudi kakšno osebo, ki ti je stala ob strani pa pomagala pri vseh teh stvareh, ali si bil bolj sam za vse skupaj? V bistvu največji podpornik v tistem času je bila definitivno moja mami, čeprav tudi ona psihično ni bila ok in ni bila mogoče najboljši opornik tega, ampak mi nikoli ni dala manj vrednosti zaradi tega, kar sem naredil. To se pravi, z bratom v tistem momentu nisem imel najboljših odnosov. Imel sem punco v tistem obdobju, ki me je tudi ful podpirala, imela svoje momente, ampak če potegnem črto, mislim, bi se jaz verjetno sam sebe prej pustil, ker sem bil grozen človek. Zakaj? Zaradi tega, ker me je ščitnica naredila čist drugega človeka. To se pravi, skozi sem bil žalosten, tečen, nadležen, vse me je motil, res tako. Nisem bil človek, s katerim bi se družil. No. Vsaj danes ne zihar. Tako, zaradi tega sem mogel tudi sam pri sebi narediti miselno sem se mogel spremeniti, da so se stvari začele dogajati v pravo smer. To se pravi, nisem bil vedno tako optimističen, kot sem zdaj, ampak če sem se pa za neko stvar odločil, sem jo pa vedno speljal. Ker pač mene najbolj motil na šiht to, da mi vsi hočejo nekaj očitati, da nekaj nisem naredil. In jaz sem to nosil s sabo in je cel dan pokvarjen zaradi mene. In sem mogel sam pri sebi v bistvu predelati te vzorce, ki jih imam, in začeti sprejemati. To se pravi, jaz sem mogel mentalno zrasti, zato da sem se pozdravil za ščitence, da vse, kar pride v mene, da znam spustiti in da ne vzamem to kot sveto. To se pravi, če mi nekdo reče, da sem lep, ali pa če mi nekdo reče, da sem pameten, da tudi tega ne vzamem. Ali pa če nekdo reče, da sem nepameten, mislim, da nimam svojega mišljenja, da me to tudi ne boli. To se pravi, vse, kar ljudje rečejo, je to njihove besede, niso moje. Jaz moram sam pri sebi vedeti, kdo sem, pa kaj si želim. In ko veš enkrat svojo resnico, veš, kdo si. In ti lahko nekdo še toliko te blati, pa grdo govori o tebi, ali te hvali, ti veš, kdo si. Ne glede na, kaj on te pove. In se mi zdi, da je to nekaj največ vrednega, kar ljudje lahko pri sebi ugotovimo, da veš svojo vrednost, pa če so si vredni. Se mi zdi, da ko enkrat ljudem to poveš, te znajo bolj ceniti, pa česa, recimo, me je Eva ful naučila, je predvsem to postavljati meje. Se pravi, da ne kimaš na vse stvari. To se pravi, jaz sem dostakrat tako, ko mi nekdo nekaj rekel, je šlo čez moje eno uho ven, mislim noter, čez drugega ven.
In tega nisem slišal, pač nisem tudi dal feedbacka nazaj. To se pravi, nisem znal človeku povedati, to ni prav, kar si ti meni rekel. Se pravi, to me je predvsem naučila, da tudi, če je nekaj narobe, se ne rabiš vzeti, da je to sveto, ampak da tudi človeku poveš, ne, to ni prav, da si to naredil ali pa to rekel. Ker se mi zdi, da s tem tudi postaviš meje, kako te ljudje cenijo, pa te imajo pač kot sočloveka zraven sebe. Tako. Kako si pa predeloval te vzorce, ki si jih omenjal, da si potem pozdravil ščitnico? Da si imel kakšne knjige, kakšne terapije? Ja, v bistvu bila je ena knjiga Hashimoto, ne vem točen, kdo je napisal, ampak se spomnim takrat, ko sem zvedel za ščitnico. In mi je v bistvu ena kolegica predlagala, v bistvu ni kolegica, bom kar povedal, da je Darja ime, ki me je učila darjač na začetku kuharstva, to se pravi, ko sem začel prakso, mi je predlagala to knjigo, pa predlagala mi je v bistvu reset celic. Kaj je takrat to meni pomenilo, to se pravi, še danes to počnem, se pravi, zjutraj vzamem črn čaj z bergamotko, zelen čaj, cimetovo palčko pa kokosovo maščobo, je čaj, ki ga pijem vsak dan zjutraj, ker kavo sem nehal takrat piti. Pa na vsake 2 dni imaš 16 ur posta, to se pravi, da 16 ur ne ješ, pa da imaš zajtrk je vedno brez oha, to se pravi brez ogljikovih hidratov. In v tistem cajtu sem to, ne vem, 2 meseca počel in se je pri meni sam imunski sistem ful izboljšal. In se spomnim, mami je isto diagnozo takrat dobila, ker sem jaz za ščitnico. In jaz sem imel že v tej fazi, da bi mogel meni ščitnico odstraniti, ampak jaz sem se sam pri sebi odločil, da mi tega ne bojo naredili, da se bom jaz sam pozdravil. In da bo pač ščitnica, veš, da moraš vsak dan tablete jemati do konca življenja. Jaz sem se takrat odločil, da jih bom enkrat dal stran. In ker sem se to odločil, sem res verjel v to, da se bo zgodil. In sem lansko v bistvu za pol leta tudi dejansko odnehal in sem normalno funkcioniral. Edino, kaj je bilo, da nisem mogel hujšati naprej. Tako da sem zdaj pa sam pri sebi odločil, da minimalno količino bom še zmeraj imel, da lahko shujšam normalno. Potem pa v bistvu bom tudi prenehal s tem in dejansko normalno funkcioniram, tako kot vsi. Pa so mi vsi govorili, da to ni mogoče narediti. Jaz sem se pač odločil, da je to mogoče in sem se temu rekel, da bo konc. In v bistvu v pol leta meni se je ščitnica kao še zmer poslabšvala, jaz sem se drugače takrat ful boljše počutil. In jaz sem dobil tablete 3-krat močnejše, kot je dobila mami. Takrat je bilo to hujše pri meni. Ampak nekako s tem ritualom, ki sem ga imel vsak dan, 3 mesece, se je pri meni ful popravilo, tudi počutje, razmišljanje. In se spomnim momenta, pa se mogoče to zdi tako malo čuden, ampak dejansko sem se počutil razdvojenega. Ker da bi imel 2 osebe, ampak dejansko tako, 2 osebe v meni non-stop govorite, ampak ne tako, da si sam domišljaš, da imaš 2 glasova, ampak dejansko sem se počutil razdvojenega. Zaradi ščitnice, hormoni so mi dali neke take feelinge, da sem se počutil, imam enega Sandija, pa drugega Sandija. In kada bi rekel, dvigam zdaj kozarc, fizična oblika Sandija tega ne bi naredila, mislila bi pa skozi govorila. In mi je to pomagalo, da sem se zavedel, da nisem okej, da nekaj pri meni je, da moram te 2 plati mene združiti v eno. In v tistem momentu sem se trudil v to smer, ampak bolj, ko sem recimo to knjigo Hashimoto preučil, bolj sem gotovo, da ključ do vsega je prehrana. Pa razmišljanje. Se pravi, ko sem prehrano spremenil, ko sem imel gibanje, ko sem začel pozitivno gledati na vse stvari. Se pravi, če zgubiš denarnico, večino ljudi bi se jezili, da so zgubili denarnico. Moja odločitev tako podzavesti je bila, ok, bom kupil novo.
Torej, stres si zmanjšal v življenju? Ja, s tem sem stres zmanjšal, pa predvsem v gostinstvu, ne vem koliko veš, ampak je non-stop stres. Dejansko na vsakem koraku, ki ga imaš, je stres, je gužva, je uno. In v tistem momentu sem res sam pri sebi ugotovil, da ne želim več delati v kuhinji, več v gostinskem lokalu. Da se želim bolj preusmeriti v slaščičarstvo. In sem takrat iskal delo v slaščičarstvu. Ampak je bil en velik problem, takrat izziv v bistvu. To, da je bila plača slaščičarja minimalc, plača kuharja je bila skoraj 2-krat več. In meni je bil tak vedno cilj, čim prej to odplači dolgove, da bo šlo končno zaživel. In se spomnim, preden sem začel na Bogenšperk delati, me je klical šef, da bi me rabo kot kuharjem. In sem rekel, ne, edin kot slaščičarjem. In takrat sem bil še brezposeln, ampak takrat sem začel slediti in sem videl, da če ne bom zaposlen, bom pa je svoje nekaj naredil. In me čez 1 leto kliče, ki je bil COVID, ker sem stanovanje kupil vse v tistem najhujšem obdobju, on meni reče, ponudam ti službo za slaščičarja, a prideš, sem rekel, prijem. A je fora to, da niso pred odprli, COVID pa še traja 8 mesecev in gostilne niso bili odprte in nisem mogel delati. In sem mogel vseeno vmes nekak denar zaslužiti. Ne? In takrat je bila tudi ena taka zanimiva stvar, ker sem imel v bistvu ta prvi obrok sem kumiče spravil, ta drugega, ker sem šel na sodišče skoraj, mi je rekel, da mu moram Jurija dati, plus stroške so bili zdaj. Jaz sem mogel v 1 mesecu sprocesirati 3000 evrov. S tem, da je ona na minimalcu, jaz pa nič ne služim. Sprav, jaz se ne upam več nobenemu reči za denar, ki me že vsi posod si se sposodil. Sem začel razmišljati, koliko denarja rabim, da zdaj v 1 mesecu, v bistvu še ni bil 1 mesec, 14 dni je bilo, da dam za najemnino, da dam za vse stroške, da takrat sem še avto kupoval, ker sem se še 3 mesece furil brez mojega avta. Se pravi, vozil sem se z avtom, ki ni bil moj. Tako. Okay. Pa ni bil od familije, ampak sem ga testiral, da ga bom kupil. Okay. Ga pa na koncu nisem, ker se je turbina pokvarila. Tako usojena. In v tistem momentu je bil lih Valentinovo. Veš, da Valentinovo je čas, kjer fanti obdarujejo punce. In sem razmišljal, kaj jaz pripravim za svojo. Ko sem prišel na to idejo, kaj bom jaz pripravil za svojo, mi je začel klik narediti, jaz lahko naredim ponudbo. Sam jaz moram za 2000 evrov najmanj prodati zadevo, to se pravi, moram 2000 profita narediti v 14 dneh. Meni je bil to znesek nerealen, da sem sposoben kaj tazga narediti. Ampak nisem imel izbire, imel sem imaš 14 dni, zdaj pa naredi, kar lahko narediš. Sem naredil ponudbo, sem jo objavil na Facebooku, sem pač nakradno igro, pa ponudbo in da pač bom žrebal zmagovalca 1 dan pred Valentinovom. Pa vse možne pakete dostavljam. Se pravi, kamor če po Sloveniji brezplačno dostavam. To se nekako razkeral ful. In sem rekel, kar bo, pa bo. Ne? In na koncu sem imel več kot 100 naročilov, ker je to šlo čisto viralno. Dobil sem pakete in sem zaslužil v bistvu Jurija 800 profita iz tega in 200 evrov mi je pa mami dala, ki je rekla, svaka čast. Wow. Jaz sem si rekel, kdaj bo še dvomil, da denar vedno pride, ki ga rabiš in ga boš vedno najdel. Sam namen, vizija, odločnost in vse pride. Se včasih ne pride v takem znesku, ponovno vedno pride malo manj, kot ti misliš. Nikoli ne pride toliko ali pa več, vedno pride malo manj. Tako, vsaj iz mojih zgodb je vedno tako, malo manj, kar je, pa polno zadnjo se moraš pa vedno boriti. Ampak je to v bistvu najboljši feeling, ki ga lahko dobiš. Tako da to je bilo res ena taka izkušnja, ki mi je bila res
če pogledam nazaj, ful stresna, ampak mi je dokazal še enkrat več, že če si nekaj želim narediti ali pa moram narediti, bom naredil. Nikoli ne obupam, pa rečem, ne morem. Same močne zgodbe. Bi se mogoče vrnil malo še nazaj na ščitnico, ker vsi si ne predstavljamo, kaj to pomeni. Daj malo opiši, kako si sploh ugotovil, da je ta problem, kakšne so počutje takrat, kako se ponovno to tretira, kakšne so lahko posledice. Tako, ker nismo vsi, nisem še imel tega v življenju. Hvala Bogu. V bistvu bilo je tako, ščitnica prije predvsem zaradi stresa. To se pravi, načeloma ima vsak 6. človek na svetu ima probleme s ščitnico. Pa imaš pač povečano delovanje ali pa pomanjšano delovanje. To se pravi, po pomanjšanem delovanju, to, kar imam jaz, tvoj metabolizem dela počasnejš, kakor dela metabolizem nekega normalnega človeka. Pri povečanju pa dela hitrejš, kakor pri nekaj normalno. To se pravi, pri hitrejšem ti ful zgubljaš kilograme, kar bi si raj želel. Pri unmu, ki imam jaz, to se pravi pomanjšanem, pa pridobivaš kilograme tudi, če normalno ješ. Se pravi, normalni obroki, kalorično, v mejah normale, ampak ti pridobivaš težo. Zaradi tega, ker pač tvoje telo za normalno delovanje ne porabi toliko energije, ki bi mogel porabiti. Ne? In zaradi tega se pa začne kopičiti. Ne? In tako večino hormonov se skriva 80% v črevesju, in iz tega izhaja pa tudi vas počutje pa vse. Ščitnica je pa v bistvu zadolžena za normalno raven hormonov in za večino delovanja celega telesa. To se pravi za srce, za pljuča, za krvni obtok, za mišice in vse. In predskrat je to pomanjšano delovanje, se sistem ugaša. Tako, kot ti zmanjkuje baterije na telefonu, tako se začne dogajati pri telesu, ko pač se zmanjša delovanje. In včasih lahko pride tako, da ko imaš pač pomanjšano delovanje, da ti morajo ščitnico odstraniti. To se pravi, zakaj ščitnico odstraniti? Zaradi tega, ker je tvoje telo v bistvu prepozna kot tujk. V bistvu to ni bolezen, ampak ščitnico prepozna kot tujk. In tvoje telo začne jesti ščitnico, dobesedno. To se pravi, tvoj v bistvu imunski sistem jo začne jesti. In s tem v bistvu zmanjšuje velikost ščitnice in s tem pomanjša delovanje. Če pa pač povečanje, pa mislim, da začne rasti. Jaz sem bolj za to pomanjšanje gledal. In pol imaš možnost, da ti odstranijo ali pa z jodom zdravijo, kar je v bistvu dost slabo za pač, kaj je kemoterapija in tako naprej. In se mi zdi, da ena ali druga stvar ni ok in sem se z tega ful otepil. In sem probal pač čez to knjigo, sem pač to razumel, zakaj se to sploh zgodilo. In da s hrano dejansko ti vnašaš v svoje telo hormone in ščitnica proizvaja hormone za naše črevesje. In če veš, da s hrano lahko proizvedeš hormone, lahko ravnaš ravnovesje, ki ga rabiš. Se pravi, prehrana pa razmišljanje pripelje do tega, da imaš ti zdravo telo. To se pravi zdravo tudi črevesje in s tem tudi ok hormonsko. In če tega ni, zakaj se je to zgodilo? Zaradi tega, ker ti nisi bil ok. To se pravi stres. Stres je največja posledica, zakaj ti za ščitnico da zboliš, da se to zgodi, ali pa je ponovadi dedno lahko tudi. Se pravi, te stvari, kar se tiče ščitnice, recimo jaz vem. Ti si bil predtem zdrav? V bistvu razen tega, da sem imel prekomerno težo, načeloma zdravja. Mi ni bilo nič. Torej se v bistvu to lahko zgodi komorkoli, nenadoma. Ja. To ponovadi prije velikrat zaradi preveč stresa. Ker pač tvoje telo ne handla stresa, ki je v tvojem telesu. Kar pač vsi verjetno vemo, da je največji ubijalec je stres. Hujška, vsi cigareti, prehrana in tako naprej. Se mi zdi, da stres je tisti najhujši dejavnik, ki ga lahko imaš v življenju. In bolj, ki ga znaš optimizirati, manj, ki ga imaš, boljši je. Mislim, meni se je drastično življenje spremenilo, ker sem to res dal na minimalno. Ker tudi recimo, ker se meni kaj naredi narobe, nikoli se ne jezim, nikoli
ne zganjam, ne mečem stvari nikamor, zaradi tega, ker vem, da je to zame stres. Ne? Ampak da se naučim sprejemati, ok, to se je zgodilo, kaj je rešitev. To se pravi, začnem se spraševati, kaj je rešitev, kako zdaj to ali stvar popravim ali pa izboljšam, da pač ne vem, če se mi kozarc razbije, bom kar na primeru razumel, če se mi kozarc razbije, se pravi, ok, pospravim in grem novega kupiti in ga imam novega. Tako. Če nimam denarja, grem v službo, ali pa si ga grem zaslužiti. Na tak način, da stvari, ki se dogajajo v življenju, je nek potek. In jaz sem imel vmes obdobje, kjer sem težko razumel, jaz sem mislil, da pač je sreča konstantna. Pač, ko si enkrat srečen, si srečen. Ni pa res, ne. Vedno imaš vzpone, padce. Ampak, ko imaš padec, da se zavedaš, da sledi vzpon. Se pravi, ko si najbolj na tleh, ko ti je težko, ko jokaš, ko ne vidiš izhoda, da se sam znaš zavedati, da pač je pot navzgor. Se pravi, zdaj si na najnižji točki v življenju, zdaj vgor. Sem slišal 100-krat bolj grozne stvari, življenjske stvari od mojih bližnjih, ki me je tako šokirali. In sem rekel, če je bilo meni hudo, njim je mučno. Pa mogoče jaz imam neko tako zgodbo, ampak jaz tega nikoli nisem tako dojemal, da imam težko zgodbo. Ker sem to znal shendlati na tak dober način, se mi zdi. A to pomeni, da se danes ne razjeziš nikoli? Prav razjezim, ne. Okay. Povem, da nekaj ni prav, tako kot sva prej rekla, da bi se prav razjezil, je mogoče edin trigger, ki ga imam pač pri svoji mami, ampak drugega človeka pa nimam zraven sebe, ki bi me toliko trigiral, da bi bil jezen. Ampak tudi pri svoji mami sem se sam naučil, da kaj moram narediti, jo moram pač objeti. Da sem jaz vem, da je ona vreden. To je pa ful lepa stvar. Ja. Upam, da bo še kdo to slišal in razumel. Hvala ti, da si to delil. Prosim, z veseljem. Na tak način sem sebe umiral, ker sem se zbližil z njo pa zraven zaradi tega, ker pač se mi zdi objemi vedno pomirjajo. Pač vedno je to nekaj najlepšega. Tudi, ko se imaš lepo, se objemaš, ko se veseliš, se objemaš, ko zmagaš ali pa nekaj usvojiš, se objemaš, si čestitaš. In ja. To je tudi tisti znan TEDx govor od Sanele, prešel ti danes, ne, da 7 objemov na dan, za srečo. Tako da. Bi ti dal izziv sicer za prihodnost, ne? Okay. Se pravi, če te zdaj samo še mama, da razjezi, ne? Okay. Bo čakaj, ko boš imel otroke. Okay. To so mi vedno govorili in verjamem, da je jano. Predvsem, mislim, da dokler se jih ne bom naučil, jaz sem zelo človek, ki analizira ljudi zraven sebe in mogoče na začetku, da me bojo trigirali, pa se bom pa naučil z njimi delati, ker meni je recimo ful velika vzornica, mi je sama Eva, kako handla biznis, to se pravi poslovna partnerica, kako handla biznis, otroke in moža. Na kakšen način ona to se jo objezi, ampak se je naučila ona v bistvu v pravi meri dozirati, daj otrokom dati pozornost, daj jo ne dati, da ona rab cajt za sebe in res mi je umetnost, kako ona to handla na kakšen način. No. Tako, res mi je. In se, recimo, jaz iz njenega življenja ful učim. Ful. Tako da, včasih mi da sina zamerka, tako da vem. Ok, pa nekaj izkušnja imaš. Imaš že. Ok, greva mogoče zdaj na to tvoje poslovno zgodbo, zdaj se pravi po tistem, ko si ti odkril svoje sanje, ne? Ja. Pa da prideva na koncu dneva tudi malo do Eve, da bodo ljudje razumeli, o komu govoriš. Povej mi, kako je šla zdaj ta zgodba od tvojih sanj, odločil si se, da želiš biti slaščičar in kaj je naprej? Bom se vrnil kar nazaj, ker smo se midva z Evo spoznala. To je spet ena tistih, ki sem se odločil nekaj, pa tako bo, a ne?
mi smo se mogla poslovno slišati, zaradi tega, ker je ona tudi snemala za neko firmo online tečaje, tako kot sem jaz, in smo se mogla nekaj poslovno slišati. In meni je bila ona takrat full the best in sem rekel, jaz te želim spoznati. In sem pač prišel, tle, kam imamo zdaj studio, v podhodu Plave lagune. In po 20 minutah sem jaz Evi rekel, da si jaz želim imeti svojo akademijo. In ona je rekla, da naj se kar postavim v vrsto, da je ona že dela. In takrat si je ona, tako, da je ona že dela in da naj se pač postavim v vrsto. In sem jo prijel za roke in sem mi pač povedal, Eva, ti ne razumeš, mi da bomo imela akademijo skupaj. In takrat sem bil star 21 let in je Eva rekla, da, ni rekla, v bistvu si je mislila, mulc, star si 21 let, ti sploh ne veš, kaj pomeni imeti posel skupaj, ali pa kaj sploh posel pomeni. Ne. In iskreno je v tistem momentu imela prav. Ampak moja želja potem, da imava midva nekaj skupaj v poslu, je bila toliko velika, da so se vsake 2 tedna tako prijateljsko dobivala na pijači in sem ugotovil, da se najde človeka zraven sebe, ki ima 100krat večje sanje, ki jih imam jaz, in da še bolj verjame da je vse mogoče, kot jaz. To se pravi, Jaz sem verjel, da je vse mogoče, ona je bila pa še upgrade tega, kar sem jaz pač razmišljal. In sem vedel, da se jim poslovno, takrat, če ne, ampak predvideval sem, da se jim poslovno in prijateljsko ful razumeva in da se dopolnjujeva. To se pravi, jaz sva si toliko drugačna, ona je ženska, jaz sem moški. Ona je ful starejša od mene, jaz sem mlajši. Jaz recimo sem ful eksploziven, ona je ful bolj previdna. Ona dela dekoracijo, jaz delam okuse. In se v tolikih stvareh dopolnjujeva, da sva najdla v bistvu neko simbiozo vsega tega v tem najnem podjetju. Kaj pravijo, ne? Če sta 2 ista v podjetju, eden preveč. No, pri nama tega ni, ker sva si res, toliko sva si drugačna, ampak vizijo pa vrednote imamo pa enake. Tako da, a veš, tisto, kaj ne prosiš, da se nekaj zgodi, ampak pride v tvoje življenje. Ker ti je bilo namenjeno. 2 leti sva se spoznavala, poslo se pa v Ameriki, ki je prišla v Ameriko, pripeljala kip tega znanga slaščičarja Maurija Gashona, tam odločila, da nimava kaj čakati, da greva na svoje. Pa sem jaz v bistvu še pol leta bil na Bogenšperk, ker nisem svojo ekipo mogel kar pustiti, sem jih še naučil, pa sem šel pa s septembrom 2023 na svoje. Smo skupaj odprla pač podjetje. Zdaj sem omenil Maurija. Ja. Tvej, kaj si mu naredil ti? Jaz ne. Okay, Eva je naredila v bistvu kip v njegovi podobi. To se pravi, zgleda dejansko ful realistično, če boš dodal noter, slikco, da bojo lahko videli. Je res tako realističen on. In on tudi ni mogel verjeti, da je ona nekaj tazga ustvarila in naj jo v bistvu prepoznal kot konkurenco. On kar dela, on je znan. Ne? On je svetovno znan, ima več kot 70 milijonov ljudi, ki ga spremlja na socialnih omrežjih. In je bil res včas, da naj jo je prepoznal tam kot nekaj tazga. Sem bil jaz v bistvu takrat tudi na njegovi šoli, to se pravi 2 meseca pa pol sem se učil od njega, pa v bistvu od sopartnerja Mišela. In sem ugotovil, da je nekaj, kar jaz že znam, on prodaja za milijone, zakaj pa jaz ne morem tega narediti. In to je bila tudi ta klik, zakaj iti na svoje, zakaj zdaj, ne pol. In zakaj ne čakati, če že veš, da želiš. Ful dobro. Zdaj si mi odprl eno razmišljanje, ker jaz recimo, sem mi tudi to zgodilo 2-3 leta nazaj, ne? Meni so dolgo časa govorili, da pa ti toliko znaš o prodaji, pa zakaj ne bi učil prodaje, pa tako dalje. Težava bila, jaz sem na eni strani sovražil prodajo full let, na drugi strani sem pa imel prepričanje, pa se jaz ne znam dovolj, jaz nisem prebral nobene knjige o prodaji nikoli, jaz nisem imel nobene tečaje o prodaji, ne? Kako bom učil druge, se nimam sistema, nimam nič. In sem takrat dejansko si kupil rečemo, kar drag, 5-mesečna številka, ne, tečaj, kako v bistvu se kot coach promovirati. In pridem jaz na prvo srečanje in poslušam, reči,
to jaz vse znam. Drugi dan isto, tretji dan isto. In potem že gremo v to, kako prav prodajati ena na ena in zgleda, jaz to vse znam. In meni je dejansko, ne morem reči, da se nisem nič naučil, sigurno kakšno malenko sem dobil, ampak res ta občutek, da če pa je meni prodala to za 5-mestno številko, pa kaj ne bom jaz za vsaj 4 mesta, ne? In meni je to najbolj pomagalo in mi je ful spremenilo v življenju, ko sem potem šel dejansko na svojo kot nek coach za prodajo, da zdaj v bistvu že 2 leti pa toliko Super, to učim. Tako da in mi je všeč, da imaš nekdo to izkušnjo, ker mogoče pa je v temu, da nas mora danes nekdo kupiti, ki hoče to početi. Tako, in se mi zdi, meni so tečaji vedno odprli vrata. Če gledam na prvi tečaj, ki sem šel za slaščičarstvo tle v Sloveniji, enemu Naserju, on mi je odprl vrata v svet razmišljanja slaščičarstva. Pri njemu sem lahko začel znanje vase pobirati. Pri Mauriju sem dobil samo potrditev, da vse to, kar znam, nekdo prodaja za milijone in da on ni nič drugačen od mene, sploh pa če se združim skupaj z Evo, sem boljši kot on, ampak da se moraš sam znati, kot si rekel, na pravilen način prodati. In so to v bistvu zdaj zadnje 2 let pilva to najino zgodbo, kako se prodati. Ampak vsakmu, ki začneva razlagati zgodbo, so navdušeni. Tako da veva, da sva korak temu, da eksplodirava tudi na svetovnem rangu. Tako da čez 2 let se bomo videli na svetovnem rangu. Ti imaš še stik za Maurijem ali to je tako, takrat ja in pol zgine? V bistvu tako, ja. Zakaj? Zaradi tega, ker v prvi vrsti on ni učitelj, ampak je slaščičar. In to mene recimo jezi, kljub temu, ok, si ful znan, si vse, ampak da te jaz ne moram imeti na dosegi v roko. Jaz nisem dal zelo malo denarja, kot si rekel, do njega, zdaj pa če te jaz rabim nekaj vprašati, pa te ne moram vprašati. In se mi to zdi škoda, da ljudje nimajo dostop, ker pri najni akademiji je lih to. Mene lahko normalen človek iz Facebooka kontaktira in vpraša, kaj pa to. In vedno sem odgovoril in vedno sem ljudem pomagal. Vem, da je to, ko enkrat milijone ljudi težko delaš, ampak najna vizija lih od te akademije je lih to, da nudva podporo. In z AI-em zdaj se mi zdi, da je to mogoče narediti, da ga pač naučiš, kako v kakšnem tonu odgovarja. In ko pač pridejo te glavne stranke, si pa itak ti pol tam da. In se mi zdi, da tudi na najni akademiji je bilo lih ta podpora najbolj drugačna od ostalih. Ker oba verjavava v to, da pač raba sem eno osebo, da v tebe verjame. In mislim, predvsem Eva je to s tem začela in jaz sem pač se temu priključil. To se pravi, da rabaš eno osebo, da vate verjame, da rabaš disciplino pa delo vložiti v to, pa da na koncu veš, da ne glede na vse, boš delal napake in da iz vsake napake se nekaj naučiš in da nikoli ne odnehaš. In se mi zdi, da so to neke usmeritve, ki smo jih imela mi dva na akademiji in smo dejansko združila tako več 100, zdaj če gledam skupaj, več kot 1100 ljudi v vseh 3 akademijah, ki smo imela in smo naredila neko komuno ljudi, ki si pomagajo med sabo, ni slabih komentarjev, da se ljudje ne upajo objaviti v skupino zaradi tega, ker so failali, ampak so dejansko dali sliko noter, jaz sem naredila napako, povejte mi, kako jo popravim. In so ljudje, prej smo midva lahko odgovorila, so spodaj odgovorili. In jaz smo bila tako wow, kakva čudovita skupina. Tudi nama je, akademija so nama dale toliko enega zagona, ker nisva verjela tako, da se to, kar delava v živo, lahko preseli na splet. Ampak se je še v večji meri in dobivali ljubezenska pisma od možov, od otrok, da smo ženam, pač mamicam spremenili življenje, da so našle končno smisel življenja. In to je tisto, kar te lahko žene vsak dan, še bolj naprej, da delaš to. Pa če je bilo to zaradi enega človeka, je bilo vredno. In se mi zdi, da bolj, ko si odprt, bolj, ko si prijazen, hitro te ljudje lahko izkoristijo. Ampak mislim, da
to, kar ti si, to privabiš v svoje življenje. In če si ti dober z ljudmi, boš imel dobre ljudi okoli sebe in bo lep življenje. In bolj, ko si boš pomagal, bolj bo ta človek rasel. In se mi zdi, velikokrat smo delali tako, da smo pač brez da bi računali nekaj dala od sebe in je prišlo iz druge strani, ki smo mi dva rabili. In to v velikih zneskih. In se drživa tega načela, da pač vsakmu pomagava, če lahko. In se mi zdi, da je to človeško in dosti ljudi, ko uspe, tega ne počne več. Ker zdaj pa meni ni treba, ker sem uspel. Mi dva veva, da pač bomo imela 100 milijonov ali bomo imela 500 evrov na računu, mindset, razmišljanje, pomoč bo isto. Tako. No, upam, da vam bo to res uspelo. Hvala. Da mi povej, kako pa vedno zdaj ta poslovni aspekt vajnega dela handlata, ker vedno sta specialista v nečem in dosti krat se zgodi to pri podjetnikih, da ker so specialisti, oni odprejo zdaj podjetje, pa pogotovijo, da se treba ukvarjati z ljudmi, s prodajo, z marketingom, z administracijo, ne? Kako vidva v bistvu urejate vse te zadeve? V bistvu tako, jaz sem bolj se posvečal predvsem izdelavi, vodenju tečajev, tem aspektom, zaradi tega, ker sem imel dosti manj znanja, kot je imela Eva, kar se tiče vodenja podjetja, kar se tiče dogovarjanja strankam. Ker ona vsem delala ogromno različnih služb, tudi telefonske klice je imela čez. Pa tako, kar se tega tiče, pa prodaja je bila ful bolj usmerjena, pa ful več znanja imela kot jaz. Jaz sem imel ful več znanja v sledicah, to se pravi noter, kako recept narediti, količinsko, da bo štimal. Ona je recimo spet tle bila bolj pismeno izvedljiva, to se pravi, sem naredil recept, ona ga je pač spravila v pravo obliko. Jaz sem bil recimo vodotečaj, ker pač imam ful večji spekter ljudi, ki želijo moje znanje, pač ona ima dekoracije bolj nišno. Tako da je ona bolj usmerila se pač bolj business-wise te zadeve, pa starejša bolj izkušena je kot jaz. Ampak jaz sem tisti, ki vsem ima malo več časa v življenju, kot Eva, ki pač ima otroke in tako, jaz pač še nimam nič. In jaz pa tisti, ki pri pralinah recimo iščem stranke in pa se pač skupaj dogovarjamo. Tako da tudi jaz počasi prihajam v njen spekter, zaradi tega, da pač kaj, če se pač nekaj zgodi, da jaz lahko pelem naprej zadevo, ona pa tudi zdaj pač počasi prihaja v to, da pač dela moje stvari, samo da se jih naučim. Da pač znava vse, ampak da delava predvsem tiste stvari, v čem smo mi dva najboljši. In za akademijo recimo smo pač tudi najela ljudi, ki so, ne vem, profesionalci v marketingu in tako naprej. Se pravi, nisva bila tista mi dva, ker sva se zavedala, da najin čas je bolj vreden, da ga usmerjajo v stvari, pač, v čem smo mi dva najboljša in naj delajo ljudi v stvarih, ki so oni najboljši in tam, ki pač imamo mi dva primanjkljaje, tam so pač najela ljudi. Tako da se strinjam. Se mi zdi, da tako najlažje optimiziraš delo, sploh če si zelo skrčen s časom. Se to je to, ja. V 24 urah ali pa rečemo 8 delovnih, ne, moraš narediti veliko stvari in je danes dejansko bolj pametno najeti nekoga, če pač naredi tisti v pol časa, pa za manjšo ceno, kot lahko ti zaslužiš v tem času. Ja. Dejansko. Doskrat sem slišal, da tako, prej nekoga najameš, povej si, koliko je tvoja urna postavka, pa si pa preračunaj, koliko časa boš ti delal, pa primeriš s človekom, ki ga boš plačal. Boš velikokrat prišel, da je tvoja urna postavka 3-krat večja, to se pravi, glede na koliko ur ti rabiš ponuditi, koliko bi temu človeku plačal, plus tega ti druge stvari ne moreš delati, to se pravi, imaš zgubo še iz te smeri, ki je lahko naredi. Ok, če imaš čas, ampak ko podjetje raste, se mi zdi, da je pomembno, da najameš ali pa zaposliš ljudi, ki so boljši od tebe v določenih stvarih. Vi ste sama v podjetju, imate še koga? Zdaj pa zaposlena smo sama, ko smo imeli akademijo, smo imeli nekje okoli 18 ljudi skupaj, to se pravi, je bilo zelo velik projekt, smo vse to speljali.
Zdaj smo to vse skupaj malo umirila, ker je bil stroškovno ogromen zalogaj in sva videla, da ful garamo z zelo malo učinka. In smo se pač bolj preusmerila predvsem v pralineje, pa tečaje v živo. To pa bo pa čakalo na prihodnosti, da gremo na tuj trg, ker premehen trg smo za toliko ljudi, ampak delo, če pogledaš za tujino, je v bistvu stroškovno prije čisto isto za 500 milijonov ali pa za 2 milijona kaj tle. Je pa zdaj en jezik, to se pravi slovenščina, niso pač razmišljala, da bi šlo pač v angliščino na te prvo. Ampak je bil dober, veliko sva se naučila, stestirali smo ogromno enih stvari, videla, da ta koncept drugače pije vodo, so ljudje ful navdušeni, sem da je pač premehna masa ljudi za to, kar ponujeva. Tako. In bo to definitivno v prihodnosti prišlo. Da mi povej, skozi celotno zgodbo si pa tudi omenil svojo mamo. Pa me zanima, če bi nam lahko opisal malo tvoj odnos, kako si je transformiral z njo skozi tvoje otroštvo, pa potem to mladost, pa potem te vse izzivi, ki so bili in kako danes in kako se je vajen odnos spremenil, kako si se ti, pa kako se ona skozi vse to. Ker mislim, da je danes to kar pogosto pojavno, se veliko govori o pač odnosih mame pa otroci, kako to vpliva tudi na nadaljne rode, ne? Narcisizem je danes ful pogosto. Ja. Se pravi, dajmo, da vidimo, kaj se lahko še tukaj od tebe naučiva. Mislim, jaz sem ful hvaležen, da imam tako mami v svojem življenju, ker mogoče me ni naučila finančnega vidika, naučila pa me je, kako imeti človeka rad, kako z ljudmi delati na lep način in kako ne odnehati, ne glede na kaj se zgodi v življenju. To me je definitivno naučila. Kakšen odnos ima? V bistvu smo si ful povezana. Večino stvari si vse poveva. Bolj kot mati mi je zelo dobra prijateljica. To se pravi, nimamo odnosa kot nek klasičen mati-sin odnos, ampak res si poveva vse, zaupava si vse. Zdaj mogoče, ker toliko več delam, zadnje par let nimamo toliko pogovorov, ampak vedno mislim, da sem zdaj jaz v stanju, kjer jaz njo učim živeti življenje. Do nekega 20. leta, 22. me je pa ona učila, kako živeti življenje. In predvsem komuniciranje se mi zdi, da jo zdaj jaz bolj učim, na kakšen način pa s kakšnim tonom izražaš besede do nekoga, ki ga ne maraš ali pa ki ga imaš rad. In kako vsem to shendlati na nek normalen način, da človek nasproti tebe ne bo užaljen, ampak da mu vsem poveš to, kar mu želiš povedati. Da je vseeno razumevanje z druge strani. Kako se najin odnos od začetka do zdaj razlikuje? Mislim, da načeloma, kar se tiče povezanosti, je vedno isto. Se pravi, vedno je močna povezanost, vedno si pač ni bilo nikoli, da bi se tako fejst oddelili, razen takrat, ko sem se jaz odselil, zaradi tega, ker je dosti psihično name delovala. To se pravi, ni mogla, kako temu rečejo, odklopiti popkovine od mene. Jaz sem pa v tistem času rabil to narediti. Iti na svoje postavce zase, imeti svoj jaz. Edin takrat se mi zdi, da me je dost omejevala pa tako, pa ker jaz v bistvu imam očeta, ampak z njemu nisem nikoli komunicirala, tudi jaz ne. Je ona mene gledala bolj kot temu reče, ne to pravilen strokoven izraz, ampak kot nekega partnerja, ki se mu lahko zaupa, ki pove in tako naprej. In to je mene ful dušilo v tistem momentu, ko jaz nisem bil ok. Se pravi, jaz tega nisem v tistem momentu znal shendlati in sem se raje odstranil, ker me je preveč dušilo. Bila smo v kontaktih še zmeraj, ampak ne toliko povezana, kot so bila. Zdaj pač probam vsem to razdaljo držati, da razume, da sem še zmeraj jaz človek zase, živim svoje življenje in sem pač
star 26 let, nisem več otrok. In so se, mislim, da vloge malo zamenjale, da zdaj jaz njo izobražujem, kako treba komunicirati, živeti. Pa tudi, zdaj smo imeli en pogovor glede denarja. Ker velikrat je tako, vsako stvar, ki se lotim, ker sem itak že velikrat padel, je ono tako, da te ne bo izkoristil, da te ne boš padel, boš zapufan spet, bo spet šlo kaj narobe, bo spet, glavno non-stop sem to poslušal in sem jih pred kratkim sprejel odločitev, da naučim denarnega toka. Kako denar poteka in kako podjetniško poteka, kako poteka denar ljudi, ki pač hodijo v službe in zakaj nimajo več, zakaj nimajo manj. In da je razumela, v kateri časovnici sem jaz zdaj trenutno. Se pravi, na kateri stopni sem, kdaj bo pri meni eksplodirala zadeva, ne? Da bom pač imel toliko več. In ljudje, ki 40 let, tako kot moja mama, hodijo v eno službo za manj kot za minimalca in se borijo preživeti pa narediti zraven bajto, verjamem, da tle sem se naučil z denarjem v tem smislu delati, kako z minimalno vsoto narediti veliko. Ni me pa naučila, kako denar dela denar. Se pravi, ni znala svojega denarja dati v tok, da sam delam. In ko sem jaz to prvič slišal, mi je bilo, ne, to ni mogoče. Zato, ker sem imel svoj vzorec denarja zapisan, da ti, če hočeš imeti denar, moraš delati. In tvoja urna postavka je tako. Jaz sem ugotovil, da ne rabiš delati za denar, da denar lahko dela denar. Je bilo meni to najbolj fascinantno in najbolj genialna stvar in sem začel vlagati stvari. In kaj se je zgodilo? Jaz sem takoj denar zgubil. Ne moreš kar denar dati, pa misliš, da je kar prišel. Moraš pametno vlagati, razumeti zadeve v zadje. In ker se mi pač te situacije zdaj malo razložil, me bolj razume, zakaj to delam, kar delam. To se mi zdaj, da. Ne, ful dobro. S kje ti sploh črpaš vse te informacije? Ker tako, mislim, bi rekel, da če bi prebral 1000 knjig, ne bi vedel vsega tega, kar si ti zdaj povedal. Lahko ti povem, da prebral sem 2 knjige, mislim, eno zares, eno pa na pol. Okay. Sprej ena je tista, ki si preomenil? Mislim, dve, sorry. Ta ena je bila, mislim, glede denarja pa to. Okay. Glede denarja sem prebral v bistvu 12 korakov do bogatstva od Napoleona Hilla. To se spomnim, da sem isto kar požeral sem strani. Ta druga je bila pa Misli milijonarja, ali milijonarja, mislim, da je. To pa nisem prebral do konca, ampak ta 12 korakov do bogatstva mi je dal širino v smislu, kaj denar sploh pomeni, pa ko se za nekaj odločiš, da lahko to speleš. To se pravi, ko sem to prebral, sem ugotovil, da sem cel življenje po ščitnici, takrat 3 leta, sem to delal, brez da bi vedel, da sem to delal. Ker to mi je dal vedeti, da je potrditev tega, kar delam, da enkrat bo prišlo. In vedno, ko upaš, ko misliš, pride v tvoje življenje. Mogoče ne točno tako, kot si predstavljal, ampak v zelo podobni situaciji. Kaj sem se recimo iz te knjige tudi naučil to, da to, ko si zadolžen, če si priden, je zrcalo tvojega uspeha. Se pravi, da malo razširi to zdaj. V smislu, če sem se zadolžil za 40,000 evrov, moje zrcalo, koliko bom v roku 2 let naredil denarja, profita, je 40,000 evrov. In točno to se je zgodilo. Čez 3 leta, ne 2, ampak čez 3 leta, da sem si omogočil, ni bilo 40 evrov manj, ampak takrat sem stanovanje kupil, pa takrat sem šel v Ameriko in sem plačal 26 evrov, da sem šel na izobraževanje. In je bilo v bistvu po moje še več, ker če gledaš stanovanje, da sem zraven dobil. Ja. Tako da se mi zdi, da tudi če bi bil danes milijon zapufan, vem, da bi čez 2 let naredil milijon profita. Zaradi tega, ker si enkrat pripravljen toliko veliko izgubiti, je tvoj prag bolečine višji. In začneš gledati širše. Ker sem gotovo tudi, da naši možgani se postavijo meje. Se pravi, meni je 100,000 evrov veliko.
Zakaj? Zaradi tega, ker jih še nisi zaslužil. Ker bi zaslužil 100,000 evrov, bi imel na računu 100,000 evrov, ti ne bi bilo več veliko. Ti bi bilo mogoče milijon veliko. Ko bi milijon zaslužil, ti milijon več ne bi bil veliko. In se pa sem stopnjuje in odvisno na kateri stopnički življenja se. Jaz sem bil, ko nisem imel nič, ko mi je bilo 2 evra veliko, zdaj sem pa v točki, kjer mi je 50 jurjev ok. Mi ni toliko veliko denarja. Mislim, mogoče pa zdaj, ne vem, 10 milijonov veliko. Mogoče sem malo čez par let slišala, pa mi 10 milijonov veliko ne bo. Ful ti privoščam. Tako da, hvala. Tako, in ko sem ugotovil in spoznal na vsej tej poti ogromno milijonarjev, jaz pač nikoli nisem imel, ljudje imajo strah spoznavati nove ljudi. Jaz tega nikoli nisem imel. Zakaj? Jaz sem hotel do vsega priti, ga spoznati, pa se nekaj naučiti od njega. In bolj, ko sem to ugotovil, sem prišel do ljudi, ki imajo milijone, in so bili oni fascinirani nad mano, ne jaz nad njimi. In mi je bilo tako, so bili stvari, kar se tiče denarja na starih, ne rečem, so bili dosti naprej od mene, ampak da imajo isto miselnost, to se pravi, oni se tudi učijo od brezdomca, od njihove zgodbe. Se pravi, ni samo, da ti učiš se od ljudi, ki so uspešni, ampak tudi od zgodbe nekoga, ki je šel čez težko obdobje. To se pravi, njihova zgodba lahko njemu pomaga pri biznisu, kako bo prišel naslednjič. Ker to, ko ljudje gledajo na to, da pa če vse je rožnato, tudi ljudje, ki imajo milijone, da ni problema, kar dajejo, je ni tako. Oni so verjetno izgubili par 100 milijonov, da so prišli do par milijonov. Ljudje ne vidijo te zgodbe. Tisti, ki imajo, so veliko več izgubili, pa veliko več riskirajo kot tisti, ki nimajo. In ko gotoviš, da si na isti ravni, ko vse te, je samo vprašanje časa pa tvojega truda, ki ga vlagaš v to, da pač priješ do nekega cilja, ki ga imaš. To se mi zdi. Ti si tukaj zdaj povzel tudi ful dober namen tega podcasta, da v bistvu vsak nas lahko nauči nekaj v življenju skozi svojo zgodbo. Da se v bistvu lahko, kot si rekel, milijonar uči od reveža. In obratno, konec koncev. Tako da ful dobro. Jaz sem velikokrat ugotovil sploh ljudi, ki imajo ogromno denarja, recimo pa familija nimajo urejeno. Se pravi, nimajo odnose doma urejene. In pred kratkim sem nekomu pomagal preko hčere zgraditi močnejši odnos doma. Pač hčero sem spodbudil v to, da je začela komunicirati s svojim očetom, ki je milijonar, zaradi tega, da sta bolj se povezali. Ona je bilo strah izraziti karkoli, ko se ona počuti, ko se je počutila mehna. Sem rekel, hčerka si njegova, ti lahko njemu poveš, kar češ. On te bo slišal, ker vem, da te ima rad, ker sem videl. Sem ti tega ne znaš izraziti. Svojo bolečino tišiš v sebi in ko jo tišiš, se sam nabere in raste in se ti oddaljuješ od njega in on od tebe. Boš pa ti njemu povedala, oči, nisem ok, a mi lahko pomagaš. Ga objameš, pride bližji. In se svet, tako v 3 tednih sta se začela pogovarjati, si je vzel čez eno, je odpeljal ni odpeljal na operacijo, presenetil je po operaciji prišel do nje. Tako, mehne stvari. Mehne. Ampak v tistem momentu je njej pomenilo vse na svetu. Da se je on vzel čas, pa prišel do nje. Ni rabila veliko. Sam ni pa izrazil tega. In velikrat ljudje ustanemo s tem besedam, se nima časa ali pa se mu ni mar. Če tega ne daš ti ven, človek ne ve. Sploh v odnosih med fantom pa punco je velikrat tako, ko punce mislijo, vse on ve, kaj sem mu jaz mislila povedati. Se sem ti pokazala. Ne? In vsako pač, ko poslušam to, sem rekel, ne vem, to ti veš. Ona. Mislim on. In se mi zdi, da se premalkrat izrazimo sebe, tudi najbližjimi, ker nas je strah ali pa hočemo neko potrditev dobiti od sočloveka. Eva me je predvsem naučila se izražati to, kar čutiš, to, kar misliš. Zakaj? Ker tvoji možgani drugače razmišljajo kot tvoji. In ko v tem smislu gledaš na tak način, je res. Tvoja realnost je drugačna od moje. Tvoje izkušnje so drugačne, kot so moje. Ne?
Da ne boš imel na koncu večjo vrsto za terapije, kot pa za praline. Torej, v bistvu, če te prav razumem, ves čas se ti učiš od ljudi, enostavno, tako da se z njimi pogovarjaš, da jih obvezuješ. Non-stop. Zaradi tega, ker vsak ima svojo zgodbo, vsak je šel čez svoje težko obdobje in se mi zdi, da vse to, kar sem ti povedal, sem se naučil preko zgodb ljudi. In sem ugotovil, da pač vsi se srečavamo z nekimi težavami v življenju. Ampak vsi jih rešujemo na najboljši način, kakor smo v tistem času sposobni shendlati. In če lahko jaz od človeka slišim, ker jaz vedno ljudem dopustim, da govorijo o svojih težavah in se počutijo sprejetega in odprtega. Edino na tak način jaz lahko njim pomagam. Ker se mi zdi, da če človek se ne izrazi, je zaprt in tiši to v sebi. Tudi sam pri sebi, recimo, sem veliko ugotovil, da raje določene stvari nisem povedal, kako se počutim, da si novijo miselni, zdaj pa tukaj si dal čez, zdaj pa vsem jokaš ali pa ne vem, vsem ti je težko. Da sem se počutil vsem kot človek, da mi je težko, da se znam izraziti, da mi je težko, da mi je hudo, da jokam za nečem, jokam. Da se ne bojim izraziti sebe pred nobenim. Tudi se mi zdi, da je to nekaj najbolj človeška, kar lahko daš iz sebe. In te ljudje tudi ful bolj resno jemljajo, ker si iskren. Hvala. Prosim. Dej pa veš, kar opažam pri tebi je, da ko dobiš neko novo informacijo, zelo hitro implementiraš to informacijo, če jo pač smatraš kot relevantno. Kako ti uspe tako hitro menjati mindset, kako uspeš tako hitro predelati vzorce, ki jih opaziš pri sebi? Ker to je ponovadi, kadar ljudje ugotovimo, da nekaj delamo narobe, najprej rabimo, ne vem, x časa, da sprejmemo, pol toliko časa, da najdemo boljšo alternativo in pol pa še več časa, da to implementiramo in dosti krat se zaciklimo v tem. Kako pa tebi rata to tako hitro delati? Zaradi tega, ker enkrat sem slišal, ne vem točno kjer, ampak se slišal, da če vlagaš 15 minut svojega časa v neko stvar, boš čez 5 let profesionalc. In meni je bilo težko 5 let čakati, da bom profesionalc. Ko jaz bom danes začel, bom danes naredil. In sem gotovo, da ta hitra realizacija pri meni me je hitro gnala naprej, hitro sem se učil zaradi tega. Recimo pri biznisu, iskreno sem pogotovo, da to tudi ni najboljš. Zaradi tega, ker včasih narediš korak, še preden se zavedaš, kaj lahko to prinese. In zato sem imel toliko padcev pred, zaradi tega, ker meni je bilo the best, gremo. Ne, jaz nisem razmišljal, kaj če se to ne zgodi, kako je ni treba. Ne? Se pravi, iz biznis vidika ni najbolj fajn, sploh če hočeš dobro rast imeti. Ampak na začetku, ko se učiš, je to najboljša stvar, zaradi tega, ker edino tako boš v najkrajšem času se naučil največ. Biznis, če ne veš, je bolj najeti nekoga, ki ve. Ali pa imeti zraven nekoga, tako kot Eva pri mojem primeru, ko je ženska, ki razmišlja 10 korakov naprej. In je ful fajn, ker se najde valih nekje vmes. Se pravi, nikoli ne reče, ne, tvoja misel ni pravilna, ampak vedno reče, ok, super, tvoja misel je dobra, ampak dajva pogledati, kaj so dobre stvari, pa kaj so slabe stvari. In ko mi je bilo to ali pa to spada z najno vizijo, ali ne spada z najno vizijo. A obkljuka vse vrednote, ali ne obkljuka vse vrednote. In ko mi je dal to širino, se mi zdi, da odkar delava skupaj, vse skupaj ful hiter raste. Kljub temu, še zmer ful hiter raste. Ok, gre počasneje, kakor če bi šel sam, ampak če gledam na dolgi rok, grem hitrejši, zaradi tega, ker mogoče bi imel jaz ful več padcev vmes, kakor bom jih imel zdaj. Pa gre mogoče zdaj malo počasnej, ampak vem, da pač bo konstantna razgor, tle bi imel pa ful večje padce. Mogoče bi se res za par milijonov zadolžil zdaj. Ampak verjetno bi jih najdel nazaj. Ampak še vsem vem, da bi prišel nazaj, ampak mogoče bi dlje časa rabo nazaj prijeti, kakor zdaj, ker razmišljava 10 korakov naprej. Se mi zdi, da je to neka taka... Ful sem hvaležen, da sem pač dobil svoje življenje zaradi tega, ker
odnesem se, večino tudi tega mindseta, ki ga imam, sem se naučil tudi od dne. Okay, se določene stvari sem iz podcastov in ljudi, ki sem jih spoznal živo, ampak največ časa v bistvu preživim z njo. In vem, da je ona tista, ki me je naredila dost tazga, ki sem danes. Tako. Fajn všeč. Meni pomembna stvar, vrednote si omenila, da sta vkljukala vrednote. Ker to se mi zdi, da prevečkrat pozabimo, koliko je to pomembno za, na osebnih nivojih, v poslovnem svetu. Ne? In jaz dejansko to učim tudi v prodaji. Vrednote moramo razumeti in jih znati komunicirati. Tako. Zdaj sem Eva mi omenila, pa ne smem imensko povedati, kdo je pač povedal, ampak je rekla, da v podjetju v bistvu komunicirajo tako, da ta lastnica se sliši z delavcem vsaj enkrat na mesec. To se pravi, da delavec lahko tej lastnici ima 15 minut časa in mi pove čisto vse, kar si misli. Slabe in dobre lastnosti in one v sprejemanju. In kaj to pove, ona pač vseh 100 zaposlenih, ki ima, obdela na mesec. To se pravi, 15 minut se vzame časa. Meni je tako fascinantno. Si mislim, da vemo, o kom govoriš. Veš. In si oni med sabo potem tudi povejo, kjere od teh vrednot pač oni živijo. Te dejansko pač si tudi izmenjajo mnenja. In kako delujejo kot ekipa, kot tim, kot eno. In mi je bilo fascinantno, da to je tisto, kar si lahko 100% to, kar si, in se izražaš tudi v podjetju in si slišan. Se mi zdi, da je to najtežje, ko v podjetju nisi doskrat, sploh večjih nisi slišan, in imaš besedo pri odločanju, kdo ste. In je ta človek Evi zaupal, da lik zaradi tega sistema, ki ga je naredila, da on obožuje njo. Da je pač striktna, ampak res obožuje delati z njo, ker pač so te vrednote tako močne pri njej. Dobro. Tako da. Da nam zdaj poveš še malo, kakšni so kaj načrti, kakšne vizije, kar lahko izdaš za naprej, kje se bo tvoja pot nadaljevala. Okay. V bistvu malo eno tako, zdaj smo delala v bistvu 4 mesece posloven plan, ki ga prej nisva, pa bi bil vesel, da bi ga naredila. Tako da smo razčlenila vsako dlako, vsak vogal, ki sva ga vedela, pa mislila, tako da smo res brainstormala veliko. Tako da ne smem še povedati v novem imenu brenda. Tako da ne bo več Sugar Queen za pralineje, predvsem, ampak bo nekaj drugega, ki v bistvu zajema vse skupaj kot občutek doživetja. Lahko ga tako opišem. Zakaj? Zaradi tega, ker z Evo kreirava in delava, karkoli delava, je to, da igrava na čustva ljudi. Se pravi, nikoli na produkt, na storitev, ampak kako se ljudje ob tem počutijo. In tako, kot sem ti prej omenil pri akademiji, nisva verjela, da to lahko mi tudi online predstavimo. In vse te najne stvari govorijo zgodbo zase v tem smislu, da občutek, ko sem s tabo, ko govorim, občutek, ko ti probaš slediti, občutek, ko te jaz naučim, ko te spodbudim, je to ta moment, ki ga midva prodajava. In prihodnost je predvsem to, da skreirava pralineje personalizirano za restauracije, za hotele, za podjetja, se pravi po njihovi zgodbi ali iz otroštva ali pa kaj želijo oni povedati. Predvsem za restauracije, hotele, da zajameš občutek njihove zgodbe. Se pravi, jaz sem najboljši v tem, da ko poslušam človeka, da ko on govori o svoji zgodbi, da zajamem ta občutek, ga spremenim v sestavine in ga zapakiram v praline, ga ti probaš praline, dobiš ta občutek. Eva je pa najboljša predvsem v dizajnu, kako to zapeljati zgodbo. To se pravi, zdaj imamo pač eno restauracijo, ki smo za njih začela kreirati okuse in lahko pač o okusih govorim. Recimo njihova tradicionalna sladica je iz oreha, ki je namočen v polento, ki je kuhana na moštu. To pustijo noter, da se posuši za en dan, mislim, da se strdi, potem pa to dvignejo, namočijo, mislim, posušijo, imajo to za nekaj po kosilu ali pa tako pač čips, recimo pri nas. In se naredil iz tega sledico
In ker je ta človek probil ta praline, ga je vrnil v otroštvo, nazaj, ki je mami pripravljala to sledico za Božič. In to je največ vreden moment, ki je, in to je naredil tudi deal, da smo se zmenila za posel, da zdaj vsak mesec jemljajo po x količino pralinejev. In to je tisti moment, ko sva rekla, to je sistem, ki deluje. To je proces, ki deluje. Plus tega, da ta človek bo zelo težko od tebe šel stran. Zakaj? Zato, ker je bil del procesa. Bil je vključen v zgodbo. Ta pralinej je njegov. Ne, jaz sem za tebe skreral, ampak pralinej je njegov. In je to tisto, kar smo ugotovili, čem smo mi res toliko drugačni od vseh pralinejev, ki obstajajo na svetu, da znava celo zgodbo zeti, pa dati v pralinej in tudi za njih skreirati zgodbo, kako bojo stranki ali pa pač gostov ponudili to. In za njih nisva naredila samo en pralinej, ampak bomo naredila 6. Recimo, enem je ful zanimiv iz tobaka, črnega čaja, robide pa bele čokolade. Ok, wow. Tako da jaz, kar se tiče okusov, mi ful pomaga ta kuharski del, ki so res crazy okusi, pa slaščičarstvo, ki pomaga pri strukturah pa dizajnu. Tudi ta škatla je recimo bila zdizajnirala glede Eve in je res prezentira ta luksus, ki ga midva želiva. Pač veva, da pač je to dosti nišna zadeva, ampak tudi midva najno znanje je res nišno. Midva imamo pač toliko široko znanje, da veva, da se pač to lahko prodaja za milijone. In ne želiva sam biti v Sloveniji s tem produktom, ampak tudi v svetu. Ker je v Sloveniji, tako kot smo že pri akademiji ugotovili, zelo mehen trg, tako da gledava Italijo, Nemčijo, Avstrijo, potem pa, ko to narediva, pa tudi kak Dubaj, ki je tudi velik luksus. Tako da... Vej se že v glavi dogajajo neke ideje, tako da jih bom kasneje skomuniciral. No, Liko včeraj sem bil na nekem predavanju o Dubaju, o nepremičninah. Si rekel, ja. Tako da, kje te najdejo ljudje zdaj? Zdaj me najdejo trenutno na Sandi Patisserie na Instagramu, na Facebooku sem Sandi Planinsek, drugače pa delava pod Sugar Queen Academy. Tako da imamo tudi spletno stran live-sugarqueenacademy.com. Tako da ta poletje bom izkoristil predvsem za kreiranje novih okusov, pa predvsem iščeva poslovne partnerje za poslovno darilo, no? Da ponudva najne škatle, ker imamo tudi eno full crazy idejo, da si pač nabavimo škatle pa mašine, ker rabimo v bistvu eno tako mini investicijo v to, da narediva en tak velik posel iz tega. Ok, ste slišali zdaj. Tako da, če želi kdo poslovna darila, javite se, pridete probat najprej pralineje, da vas popele, si probo, a ne? Se strinjaš. Medva sem se spoznala v bistvu nedolgo nazaj na dogodku, na poslovnem, in če lahko rečem tako, vsa gužva je bila okoli vas. Tako da zmanjkalo jih je že prvi dan, drugi dan sploh ni bilo več na zalogi, tako da, ja, dokaz, da so res izvrstni in ko me čakam, da podarim tole škatlico svoje dragi in da lahko še zraven probam. Super. Sani, jaz bi se ti ful zahvalil, da si vzel čas pri očitno polnem urniku vseh idej. Jaz mislim, da smo se danes res ogromno naučili, iskreno si še mene marsikaj presenetil, ker čeprav sva se malo spoznala, sva se v bistvu zelo malo poznala. Tako da res iskreno hvala. Z veseljem največjim. Hvala tudi tebi, da si me povabil in da sem bil lahko del tega. Z veseljem. Ti pa, ki si z nami, hvala ti, ker nas spremljaš, hvala, ker si pogledala ali pogledal to celo epizodo in če ti bilo nekaj všeč, podeli epizodo s tistimi, ki potrebujejo slišati ta navdih, da si tudi mogoče oni privoščijo nekaj, kar danes ne verjamejo, da so vredni tega. Tako da šeraj, lajkaj, naroči se na naš kanal, z vsako takšno potezo nam ful pomagaš, da pridemo točno do tistih ljudi, ki nas najbolj potrebujejo. Hvala ti.